V Afganistanu so mlada dekleta razvila računalniško igro, v kateri se njeni igralci borijo proti opiju. Očistiti morajo makova polja in uničiti droge, pridobljene iz opija. Ob tem pa se izogibajo vojakom, kopenskim minam in trgovcem z drogami. Polja pa nato zasadijo žafranom. Dekleta in drugi ustvarjalci iger poudarjajo, da so želeli predstaviti enega glavnih problemov države in podati sporočilo, da se lahko opusti gojenje opija in rajši goji žafran, kar bi bilo po njihovem tudi boljša alternativa za celo državo. Z igro skušajo vplivati predvsem na mlade, sporočilo podajajo tudi starejšim. Podatki vlade namreč kažejo, da se je pridelek opija v letu 2017 povečal za 87%, kar za 63% več je tudi območje gojenja opijskega maka. Velik del tega pa obvladujejo talibani. Država pa se trudi prepričati kmete, da bi vzgajali pšenico namesto maka, a ji ne uspeva. Na Bavarskem sta se zgodili včeraj kar dve železniški nesreči, v kateri so bile tudi smrtne žrtve. Blizu železniške postaje Ajkak na Bavarskem sta zvečer trčila potniški in tovorni vlak. Umrla sta strojevodja potniškega vlaka in ena potnica od sicer 20 potnikov na vlaku. Že predtem pa je regionalni vlak v kraju Zehapt ob jezeru Starnberger na nezavarovanem železniškem prehodu trčil v osebno vozilo. V tej nesreči sta umrla voznik in sovoznik v vozilu, poškodovanih pa je bilo tudi nekaj potnikov na vlaku. Venezuelski levičarski vodja Nicolás Maduro gosti v Caracasu nedavno ponovno izvoljenega palestinskega voditelja Mahmuda Abasa. Skupaj še drugimi oblastniki sta pregledala venezuelsko častno stražo. Venezuela in palestinska osvobodilna organizacija imata močno vez, odkar je Maduro prišel na oblast. Venezuela je leta 2009 tudi uradno odprla veleposlaništvo za Palestince. Caracas je ustvaril mešano energetsko pobudo s palestinskimi ozemlji. V zadnjih letih pa so sklenili tudi rudarske in kmetijske sporazume.